Zanimivo je, da je bilo to konec oktobra, pa imam jaz edin kratke rokave, ker pač nisem imel kaj obleči. Jaz sem šel kot dojenček od doma in mama ni imela nič. Tle ste vi pa v prvem štuku, ne? V prvem, ja, štuku, ja. Levo od vhoda, to je bil vhod, 2 vhoda sta bila in mi smo bili tlele nekje. Tlele, ja. Ta slika je še kar v redu. Bolj avtentična je tista na naslovu knjige, Spomin in pričevanja, ker to je črno. In vi se tega še dobro spominjate, še kot otrok v bistvu? Kako? Se tega še dobro spominjate? Seveda, tam smo po dvorišču noreli, ne? Pred tem lagrom. To sem pa slikana familija, ko je prišel Rdeči križ, so zahtevali, da se oblečemo najboljše in so oblekli naši, kar so s sabo prinesli v Nemčijo. Sploh nismo smeli imeti nobenega stika z Rdečim križem. Zato, da Nemci so prikazovali nas, kot da smo na počitnicah tam. Niso vedeli, da sta oče in brat delala v Torpedo Arsenal kot na prisilnem delu 12 ur na dan. Vsak dan od 6 do 6. Mama pa v Vašraum so pa prali uniforme za vojsko in tako. Jaz sem bil pa v vrtcu in sem znal, ko smo prišli domov, nemško, slovensko pa ne. Ker me v vrtcu so nemško govorili, mamo pa nisem videl. Kako ste bil star tam? Tule sem bil 3 leta, 43 leta. Moja mama je bila 8, ko je šla. Ja, 3 leta. Imam kratke rokave, ker mama ni imela kaj. To je konec oktobra v Rudolstadtu. Gospa Zdenka je pa Zdenka, Ja, se vidi. Ja. So pa očeta in brata pol zradirali, tam 45 leta. Pravzaprav so jih v enem dnevu 34 iz našega lagra pospravili. Vse tiste, ki so delali v Torpedo Arsenalu, ki so torpede delali za nemške podmornice. Zgodba, ne? Ja. In tam sabotaža, ne, so povedali, sabotaža, takoj strelitev. Tako da niso mogli nič, ne. Ali si šel za zid, ali si pa delal, kar so ti naročili, ne. Mama je tako delala na tem. Tudi, ja, tudi. Ampak je bila to drobna in švoh ni mogla tistega nositi in dvigati in polagati na te torpede. Šlo je pa to za torpede Einmann in Zweimann, se pravi za torpede z človeško posadko. In ko so bili pripravljeni prva serija, je ta serija ostala na transportni kompoziciji, ker je bilo toliko škarta. Ona je delala s tistim Nemcem in pravi, jaz nisem naredila enega kosa prav, ker ga nisem mogla, nisem hotela, nisem znala karkoli. In nekdo zraven je bil brez roke, ki je sicer malo pomagal, to, da je vsaj linija šla naprej. Ni pa mogla ne dohajati, ne. Pravi, zato je tudi tista kompozicija ostala parkirana, na katerih je nikoli bila pristanišča. Žalostno je, da so nam pospravili takrat očeta in brata 45. leta aprila. Očeta, brata pa februarja. Ne, oba sta bila, en začetku aprila, oče je bil najprej, potem pa konec aprila pa ti. To je, ta slika je v barvah narejena. Res? Ni, takrat je bila... Jaz pa malo smo take slike ohranjene. To je v resnici črno-bela slika. Res? Ja. Z umetno inteligenco je bila. To je bila obdelana na barve, ne. Drugače črno-bela. Se je,
To je ta. So pa že takrat tudi eni fotografi delali, ne, so malo bledo naredili, pa so pa Najmlajša, Vali. To je potrdilo za objavo za vlak iz Kamnika do Krškega na moje ime. To je Ivica našla v vitrini muzeja v Brežicah tole. In je kustocinja dala original kopijo pa nazaj v vitrino. Tale objava. V Brežicah je našla Ivica v muzeju. To objavo za povratek iz zbirnega taborišča iz Kamnika do Krškega. Tam pa na traktorsko prikolico in proti domu. Ta slika je ta, tista tam, ko je v barvah, to je ta prava. Se nisem vedel, da je nekaj knjig tudi.